Tina, Nina, Mija, Lija, prijetno si me presenetila z izbiro svoje obutve danes. Hvala. Jaz se spominjam, ko sem pred časom stopila v točno tehle čevljih. Kaj pa je to? V točno teh čevljih na en drug oder. Takrat se mi niti sanjalo ni, kako slavni bodo postali. V veliko čast mi je, spoštovane, drage nominiranke, nagovoriti izjemne dame, ki dominirate vsaka na svojem področju in svojim delom in osebnostjo dnevno puščate neizbrisno sled v družbi. Organizator dogodka je zapisal, da je med goro prispelih predlogov izbral prav vas, spoštovane kandidatke, kar pomeni, da je, ne glede na to, katera med vami bo danes sprejela ta prestižni naslov, prav vsaka izmed vas Slovenka leta. Suzana Anžur, poklicna in prostovoljna gasilka ter voditeljica usposabljanja za gasilce bolničarje, Katja Bašič, upokojena kriminalistka in ustanoviteljica prvega SOS telefona ter organizacije Združenje proti spolnemu zlorabljanju, Mateja Benedetti, modna oblikovalka, predavateljica in ustanoviteljica ekološke modne znamke Benedetti Life, profesorica doktorica Maja Čemažar, biologinja, eksperimentalna onkologinja, univerzitetna predavateljica ter vodja raziskovanja in izobraževanja na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, ki išče gensko zdravilo proti raku. Gloria Kotnik, deskarka na snegu in bronasta olimpika. Erika Oblak, zavzeta okoljevarstvenica in gonilna sila Eko kroga. Tatjana Pirc, prekaljena radijska novinarka in predsednica novinarskega častnega razsodišča. Živa Ploj Peršuh, muzikologinja, ustanoviteljica in umetniška vodja Slovenskega nacionalnega mladinskega orkestra ter nadarjena dirigentka. Urška Sršen, kiparka, oblikovalka pametnega nakita in podjetnica s srcem za ženske. Dušanka Zabukovec, prevajalka, šepetalka besedam in junakinja literature v senci in Milena Zupančič, ena najboljših slovenskih igralk vseh časov. Vsaka od vas posebna, unikatna, vsaka od vas ženska, ki stopa izven okvirjev in na svoj način oblikuje življenje celotne skupnosti. Ženske smo danes v družbi enakopravne. Ne samo to, smo gonilo razvoja na vseh področjih družbenega delovanja. In že dolgo ni skrivnost, da premikamo meje. Segamo po zvezdah in le redko katero zgrešimo. Naš boj za priznanje in enakopravnost je bil v preteklosti trd in neizprosen in še vedno ni končan. Morda nikoli ne bo. Hvaležna sem, da živimo v času in v delu sveta, kjer sem kot ženska lahko svobodna. Da lahko hodim po cesti, sama. Da mi ni treba pokrivati glave in mi veter mrši lase. Da lahko odidem iz razmerja, če želim. Da lahko hodim v službo in zastopam svoja lastna stališča. Da imam dostop do knjig in informacij. Da se lahko sama odločam, ali bom imela in kdaj bom imela otroke. Da me nihče ne gleda po strani, če ne skuham kosila. Da mi je dovoljeno prositi za pomoč. Da lahko razmišljam, da lahko ljubim in da lahko odkrivam svet. Vse to mi je dovoljeno, ker sem ženska. Pa vendar, v tem času in v tem delu sveta. In zelo dobro se tega zavedam. Ravno zato bom še naprej vztrajala in hodila v rdečih čevljih. Za vse tiste ženske, ki niso živele v tem času in za vse tiste ženske, ki ne živijo v tem delu sveta. Za vse ženske, ki se še vedno borijo, da lahko pokažejo svoj obraz. Za vse ženske, ki so potisnjene na rob družbe.
Za vse ženske, ki se želijo postati gasilke, kriminalistke, modne oblikovalke, biologinje, predavateljice, deskarke na snegu, okoljevarstvenice, novinarke, muzikologinje, dirigentke, kiparke, prevajalke in igralke. Za vse ženske, ki si želijo biti svobodne. Kot je rekla Simone de Beauvoir, ženska se ne rodi kot ženska, ampak ženska postane. Lansko leto, ko je naziv Slovenke leta zasluženo prejela gospa Nika Kovač, je govornik, bivši predsednik Računskega sodišča gospod Tomaž Vesel, na koncu svojega slavnostnega govora takratnim nominirankam oziroma vsem ženskam dejal: bodite pogumne, naučite tudi nas moške tega poguma. Sprašujem se, ali lahko ženske moške naučimo tega poguma. Kakšnega poguma? Je pogum, da se ženske borimo za enakopravnost? Je pogum, da se ženske ne uklonimo, ko po nas padajo težke besede, ki pogosto merijo na okoliščine, na katere težko ali pa sploh ne moremo vplivati? A je pogum, da ženske pokažemo, da nam je hudo, da smo razočarane, da žalujemo, da smo jezne? Je pogum, da ženske vztrajamo, dokler nam stvari dobesedno ne razpadejo pred očmi? Je pogum, da smo zveste? Je pogum, da živimo tudi takrat, ko bi najraje umrle ali pa vsaj za trenutek zaprle oči in si predstavljale, da je svet lep, brez sovraštva, nasilja in revščine? Je pogum, da si upamo biti na vrhu in kljub oviram, ki jih postavljate pred nas, vodimo svet? Je pogum, da zmoremo biti tudi na dnu in sprejemati udarce? Je pogum, da želimo, da nas sprejmete takšne, kakršne smo? Če je to pogum, dragi moški, potem ga bomo z veseljem delile z vami. Ne vem pa, če ste pripravljeni sprejeti tak pogum, ki seboj prinese enako mero odgovornosti. Dragi moški, ste pripravljeni obuti take čevlje? Res so živo rdeči in zelo visoko peto, ampak tiščijo in zaradi njih lahko zelo bolijo noge. Spoštovane nominiranke, spoštovane Slovenke leta. Želim vam, da z vsem svojim bistvom nadalje navdihujete svoje kolegice, prijateljice, znanke in vse nas. Nikoli ni preveč navdiha in vizije za naprej. Časi, v katerih živimo, predstavljajo izzive na vseh področjih. Soočanje s tem, da na eni strani beležimo presežke, na drugi pa gledamo pomanjkanje, gotovo ni nekaj, na kar bi lahko bili ponosni. Zato je vaša nominacija poleg izjemne časti tudi obveza, da svojim delom in zgledom zasledujete pot svetlobe, pot pravičnosti in pot solidarnosti. Bodite še naprej nezlomljive, kajti močna ženska se ne zlomi. Nobena veja ni dovolj težka, da bi jo upognila ali celo prelomila. Po vsakem padcu, pa naj bo še tako hud in boleč, vstane in gre naprej. Hvaležna sem, da sem danes vaša govornica in sogovornica. In to si želim tudi v prihodnje. Ker vem, da bomo skupaj lahko premaknile kakšno prepreko več, pa čeprav preprek nikoli ne zmanjka. Pa vendar bo naš skupen pogled usmerjen v prihodnost. In tako bomo dosegli uspeh, ki bo blagodejen in koristen celotni družbi. Danes vam želim obilo veselja in upravičeno vznesenega praznovanja, ki si ga vsekakor zaslužite. Hvala.